On je Kalifornijec, obtožen umora 4 študentk s svojim hitro vozečim BMW-jem na zloglasni pacifiški obalni cesti. Tožilci pravijo, da to ni bila nesreča. To je bilo več kot to. Fraser Baum je obtožen 4 umorov zaradi domnevnega dogodka, ki se je zgodil študentom univerze Pepperdine v oktobrski noči leta 2023. Za umor je potrebno dokazati zelo specifično duševno stanje. To so trdili. Obstajal je protiargument na protiargument, ki ga nismo mogli podati, ker nam niso zagotovili podatkov in informacij. Baum bi lahko preživel leta v zaporu, če bo spoznan za krivega, vendar ima na svoji strani eno največjih imen v kazenski obrambi. In ta teden njegov odvetnik je na sodišču podal nekaj šokantnih trditev v upanju, da bo spremenil potek tega primera. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Obtoženec v zgodbi, o kateri danes govorimo, Fraser Baum, se sooča z enakim številom obtožb za umor, kot jih je imel Bryan Kohberger v Idahu. To je nekaj, kar je odvetnik Fraserja Bauma, Alan Jackson, omenil na prejšnji sodni obravnavi. Saj je trdil, da to ne bi smel biti primer, ki vključuje obtožbe za umor. Moj bog, ta primer, to sem že povedal in bom ponovil, je globoko tragično. In tega ni mogoče dovolj poudariti. Toda tragedija ne more nadomestiti utemeljenega suma za obtožbe za umor. Tako je Alan Jackson ta teden v sodni dvorani v Malibuju zagovarjal predlog za zavrnitev obtožb za umor. Zdaj bomo podrobneje pogledali, kaj je Jackson povedal in kaj je sodnik odločil. Če vam je Alan Jackson znan, to je odvetnik, ki je zastopal Karen Reed, je eno največjih imen v kazenski obrambi. In preden se poglobimo v to, kaj je povedal na sodišču ta teden, se želim vrniti v oktober 2023. Takrat se je ta tragedija zgodila. In tam moramo začeti, ko govorimo o tem primeru. Torej, takrat je bil Fraser Baum star 20 let. In bil je za volanom BMW-ja, ki so mu ga starši podarili za njegov 16. rojstni dan. In Fraser naj bi vozil 104 milje na uro, v območju, kjer je omejitev 45 milj na uro. Fraser naj bi vozil prehitro po Pacific Coast Highway. In če ste kdaj bili tam, na zahodni obali, je izjemno slikovito. Ampak je nevaren odsek ceste. Poteka tik ob Tihem oceanu. In večina slik PCH-a, ki smo jih našli, je iz obdobja po požarih januarja 2020. Ko si jih ogledate, dobite predstavo o vrsti ceste, kjer se je vse to zgodilo. In bil je 17. oktober 2023. Fraser Baum naj bi vozil več kot 2-krat hitreje od omejitve hitrosti. In te 4 dekleta so izstopala iz avtomobila na odstavnem pasu PCH. 20-letna Neam Ralston, 21-letna Peyton Stewart, 21-letna Asia Veer in 21-letna Deslyn Williams. Vse 4 dekleta so bile članice sestrstva na univerzi Pepperdine. Bile so študentke zadnjega letnika. Bile so le še nekaj mesecev jih je ločilo od diplome in od tega, da bi šle naprej s svojim življenjem. Pravzaprav so svoje življenja šele začenjale. A policija pravi, da jih je Baum zbil s svojim avtomobilom in vse 4 dekleta so umrle. In območje avtoceste, kjer jih je Baum zbil, je znano kot Dead Man's Curve. Po podatkih KABC, to je odsek PCH, kjer se zgodi največ prometnih nesreč. Baum je bil aretiran teden dni kasneje. Hej fantje, samo na hitro. Vodenje podjetja je že tako dovolj težko. Pogosto morate stvari opravljati ročno ali pa se zanašate na kup aplikacij, ki sploh ne komunicirajo med seboj. Tu nastopi naš partner in sponsor Odoo. Odoo je celovita platforma za upravljanje podjetja s celotnim naborom integriranih aplikacij, ki brezhibno povezujejo vse vaše poslovanje, od prodaje in računovodstva do proizvodnje in celo pošiljanja. Odoo lahko samodejno ustvari profesionalne, elegantno oblikovana prodajna naročila, račune in račune dobaviteljev. In lahko samodejno dodeli prodajne ekipe, pošilja e-poštna obvestila skozi vsako fazo prodaje in celo uporablja umetno inteligenco za pripravo poročil, ki vam pomagajo pri sprejemanju odločitev. Za proizvodnjo njihove aplikacije lahko sinhronizirajo zalogo s sprotnimi posodobitvami proizvodnje in nakupov, tako da vam zaloge nikoli ne zmanjka. In ko pride čas za računovodstvo, je tudi to popolnoma avtomatizirano.
Odu lahko izdaja račune, spremlja stroške in celo povzema podatke z umetno inteligenco, da vam prihrani stotine ur. Najboljši del je, da lahko izberete svojo aplikacijo in celo ustvarite prilagojene poteke dela. Tako je vse popolnoma prilagojeno potrebam vašega podjetja. Dvignite svoje podjetje na višjo raven s posvetovanjem z Odo strokovnjakom že danes, brezplačno na odo.com/OTC. Zdaj, Fraser Baum ni bil obtožen le 4 točk povzročitve smrti iz malomarnosti v prometu. Sooča se s 4 točkami obtožbe za umor. Tožilci pravijo, da je Fraser pospešil s 150 km/h na 167 km/h v samo 2,5 sekundah, preden je zadel dekleta. To je razvidno iz podatkov tako imenovane črne skrinjice BMW-ja. In tožilci trdijo, da je pospeševanje dokaz, da je vozil na način, zaradi katerega tega trčanja ne bi smeli obravnavati kot nesrečo. Obravnavati bi jo morali kot dejanje umora. Ta teden na sodišču, vendar pa je Baumova obramba trdila, da ključni dokazi niso bili predstavljeni med predhodno obravnavo, na kateri je sodnik ugotovil, da obstaja dovolj utemeljenega suma, da se obtožbe za umor nadaljujejo. In zdaj Alan Jackson trdi, da bi bilo treba te 4 obtožbe za umor zavreči. Ne trdi, da bi bilo treba zavreči obtožbe za povzročitev smrti z vozilom iz hude malomarnosti, s katerimi se sooča njegova stranka. Samo obtožbe za umor. To je povedal. Predlog zahteva, da sodišče zavrže obtožbe od 1 do 4 in samo od 1 do 4. Obtožb za umor, ker je bila predhodna obravnava samo za te obtožbe in samo za te obtožbe, po tem predlogu je bila bistveno kompromitirana. Tožilstvo je zadržalo dokaze, ki bi obrambi omogočili, da na predhodni obravnavi pokaže, da prehitra vožnja na tistem določenem odseku PCH, čeprav je morda nevarna, zagotovo celo nepremišljena, zgodovinsko ali objektivno gledano ni bila. Dejanje, katerega naravna in verjetna posledica je vključevala visoko stopnjo verjetnosti smrti. To ni predlog o tem, ali je bila nesreča uničujoča ali ne. Vsi v tej sodni dvorani vedo, da je bila. To ni predlog o tem, ali je prehitro vožnja sama po sebi nevarna. In vsi se lahko strinjamo s tem. Toda umor zaradi zavestnega prezira do človeškega življenja zahteva več kot le tragedijo in več kot le nevarnost. Da Ploin ta izjemno pomemben standard zahteva dokaz, da so naravne in verjetne posledice tega dejanja in samo tega dejanja, kot je povedalo eno sodišče, skoraj zagotovo povzročijo smrt. To je meja med hujšim povzročitvijo smrti iz malomarnosti z vozilom in umorom. In to je dokaz, ki ga tožilstvo ni predložilo obrambi. In to je dokaz, ki neposredno zadeva to mejo. Postopek, ki ga imamo pred seboj, kot je sodišče reklo v predlogu Stanton, je predlog za zavrnitev po običajnem pravu. To je pomembno in vključuje ustavno vprašanje. Predlog je širok, tako kot običajni zakonski predlog za zavrnitev, in v tolikšni meri, kolikor je to ustrezno, obnovljen predlog po členu 995. Kalifornijska zakonodaja priznava točno to pravno sredstvo. Priznava ga z razlogom, saj kadar odtegnitev bistvenih dokazov prepreči obrambi uveljavljanje bistvene pravice v imenu gospoda Bauma, je to pravno sredstvo. To je sodišče. Predhodna obravnava, kot sodišče dobro ve, ni zgolj formalnost. Obstaja zato, da se odstranijo neutemeljene in resne obtožbe, preden je obtoženec prisiljen, da se zagovarja na sojenju zaradi teh obtožb. Obramba ima pravico soočiti se s pričami, jih navzkrižno zaslišati, da to stori smiselno, da predstavi dokaze v svojo obrambo, izpodbijati dokaze tožilstva in ovreči elemente obtožb. In ko se ugodni dokazi zadržijo na predhodni obravnavi, škoda ni upravljena s tem, da rečemo, no zdaj jo imajo, lahko jo uporabijo pred sojenjem. Škoda je v tem, da ugotovitev sodnika Edberga o utemeljenem sumu 3 nadstropja nižje. Njegova odločitev o utemeljenem sumu je bila sprejeta na podlagi nepopolnega spisa. In zakonske in ustavne pravice gospoda Bauma na predhodni obravnavi so mu bile odvzete, ko so bile najbolj pomembne. Zdaj, ko si ogledate nekatere dejstva tega primera, ki so bila do zdaj predstavljena na sodišču, zakaj je Fraser Baum vozil tako hitro, je zelo ključno za to, kakšen bi lahko bil nadaljnji potek sojenja. Tožilci pravijo, da je moški po imenu Victor Colandra opazil, da je Fraser Baum vozil prehitro pred nesrečo. Domnevno je Baumu rekel, naj upočasni pri rdeči luči,
preden je Fraser odivjal in kmalu zatem povzročil nesrečo. Časopis Pepperdine Graphic poroča, da Viktor Colandra pravi, da sta on in Baum obstala pri tej rdeči luči. Pogleda naokoli in vidi Frasera Bauma v avtu. In trdi, da je imel Fraser svoj mobilni telefon med nogami pod volanom. Morda je pisal sporočilo. In na to naj bi Fraserju rekel, citiram, hej, moraš biti previden, poškodoval se boš. In pravi, da se je na to prižgala zelena luč in Fraser bomb je pritisnil na plin. Le nekaj sekund kasneje je zadel tiste 4 dekleta in umrle so. Toda Alan Jackson nasprotuje tej zgodbi, ki so jo predstavili tožilci. Trdi, da je Calandra lagal o tem, kar je videl tisto noč, in trdi, da obstajajo podatki iz mobilnega telefona, ki to dokazujejo. Na predhodni obravnavi so se tožilstvo zelo močno, skoraj v celoti zanašali na gospoda Calandro. Da bi gospoda Bomb predstavili na zelo poseben način, kot neodgovornega in raztresenega tik pred trkom. Gospod Calandra je pričal, da je gospod bolj pisal sporočila na svojem telefonu in da je bil ta telefon med njegovimi nogami pod volanom, medtem ko pa se njegova palca premikala po tipkovnici. Podatki iz telefona, ki jih je kasneje pridobil in analiziral forenzični strokovnjak, so to pričevanje popolnoma ovrgli. Ta telefon je bil zaklenjen od 20:15 minut in 59 sekund do 20:30 minut in 6 sekund. V celotnih 15 minutah pred nesrečo ni bilo nobene uporabniške interakcije s polnopravo. Strokovnjak je nedvomno ugotovil, da je bila izjava gospoda Calandra lažna. Ko je namignil, da je osebno videl gospoda Bomb s palcema nekako. Ko je namignil, da je osebno videl gospoda Baum, kako je z obema palcema divje tipkal po tipkovnici, pošiljal sporočila, to je bila v resnici laž. Tega ne ga mogli videti, ker ni bilo nobenega pošiljanja sporočil, ni bilo nobene interakcije. In se človek res vpraša, zakaj je gospod Calandra menil, da je pametno lagati pod prisego ali lagati v lastem o tem. To bomo seveda prihranili, ta argument bomo prihranili za drugič. Torej, ta teden, potem ko je Alan Jackson izrekel te obtožbe, je tožilstvo odgovorilo takole. Torej, sodišče razume, da je bil telefon postopkovno v posesti določenih oseb. Šerifov urad je poskušal vdreti v telefon, ker nismo imeli gesla. Tako smo imeli fizični telefon, ampak v resnici govorimo o šifriranih podatkih, ki so bili na njem. Ljudje so uspeli pridobiti delen prenos podatkov z tega telefona, ne pa celotnega prenosa podatkov, ker nismo imeli gesla. Obrambi smo sporočili, da prenos ni bil popoln. Obrambi smo pred predhodno obravnavo zagotovili tisto, kar smo uspeli pridobiti iz tega. Imeli so te podatke. Pokazalo je, da ni bilo nobenih sporočil, nobenih klicev, nobenih interakcij z aplikacijami v obdobju tik pred trkom. Tako je bila obramba seznanjena s tem. In to je bilo uporabljeno kot del njihovega poskusa diskreditacije Viktorja Calandre. Ker Viktor Calandra je prej na predhodni obravnavi povedal, da je obtoženec pošiljal sporočila. To je bilo njegovo pričanje, da. Sem vprašal, kako veš? Ne veš, da je on. Sprašuje se, ali je sploh lahko s položaja, v katerem je bil, ugotovil, da je obtoženec dejansko pisal sporočilo na svojem telefonu. In o tem bi navzkrižno zaslišala obramba. In uporaba. Uporaba podatkov telefona, za katere obramba pravi, da jih nikoli ne bi smeli uporabiti. Je bila, ko je obramba zahtevala dogovor. Na dejstvo, da v tistem času ni bilo nobenih sporočil ali klicev, ki bi bili opravljeni. Kar je bilo, glede na dokaze, ki smo jih imeli, tožilstvo več kot pripravljeno storiti, ker je bilo takšno stanje dokazov. In to je še vedno stanje dokazov.
Kar pravijo je, da so na kos s pridobitvijo telefona in z dostopom do kode za odklepanje, kar se je zgodilo po predhodni obravnavi in o čemer smo imeli tukaj na sodišču tudi obravnavo. In takrat je sodišče odredilo, da se to izvede. Da naj bi te dodatne informacije zdaj naredile Viktorja Kolandro za lažnivca, kar naj bi omajalo celoten primer tožilstva. Baum naj bi preiskovalcem po nesreči tudi povedal, da je bil trk v 4 dekleta nesreča. Pravi, da je moral zaviti, ker se je poskušal izogniti trku z avtomobilom, ki je bil poleg njega in je že zadel njegovo stransko ogledalo na voznikovi strani. Tožilci trdijo, da so našli drugi avtomobil. Pravijo, da ni imel nobene poškodbe. Tožilci prav tako pravijo, da je Fraser Baum vedel, da lahko prehitro vožnja povzroči tragične in smrtonosne posledice. Pravijo namreč, da je Fraser Baum po nesreči govoril z namestniki šerifa. In z njimi je govoril o izkušnji, kjer so njegovi prijatelji umrli v prometni nesreči. Tožilci pravijo, da je to omenil sam, ker so ga vprašali, ali pozna izraz hitrost ubija. Tukaj je, kaj je Jackson povedal o tem. Opirali so se na nesrečo njegovega prijatelja, da bi trdili, da so njegovi prijatelji umrli v prometni nesreči zaradi prehitre vožnje. Gospod Baum bi vedel, da prehitra vožnja povzroča smrtne žrtve. Razen v trenutku, ko je tožilstvo podalo ta argument, so imeli tudi policijsko poročilo, ki je nakazovalo, da je bil glavni vzrok tragične smrti njegovega prijatelja. Vožnja pod vplivom alkohola. Ni šlo za prehitro vožnjo. Pravi vzrok je bil, da je njegov prijatelj vozil z vsebnostjo alkohola v krvi 0,12. Imeli so to poročilo v svoji lasti, vendar ga obrambi niso nikoli predložili med predhodno obravnavo ali pred njo. Ta teden je Jackson tudi trdil, da je prehitra vožnja kronična težava na tem delu Pacific Coast Highwaya in pravi, da obstajajo ključni podatki, ki bi jih tožilstvo moralo predložiti za to predhodno obravnavo. Tukaj je nekaj dejstev povezanih z razbremenilimi informacijami, ki smo jih predložili s številnimi dokaznimi gradivi pred sodiščem. Ko je bila predhodna obravnava končana, ko je bilo vse dogovorjeno, ko je bilo vsega konec, obramba je pridobila tisto, česar tožilstvo ni predložilo. Podatki o trkih, poročila Caltransa, poročila šerifa, poročila postaje Lost Hills, poročila delovne skupine CHP Malibu, Gradova mesta Malibu. Kapitan C2. Kot zdaj ve sodišče, je bil kapitan na postaji Lost Hills. Njena izpovedba na zaslišanju, njeni predstavitveni materiali za mesto, gradivo za senatni zakon 1270-1297, varnostna študija STEMTEC, strokovna analiza. To je le nekaj stvari, ki smo jih pridobili, vse pridobljeno z naše strani in vse v posesti in pod nadzorom tožilstva pred predhodno obravnavo. In slika, ki jo ti podatki prikazujejo, je bistveno drugačna od slike, ki je bila predstavljena na predhodni obravnavi. Dokazi, ki smo jih predstavili in jih zdaj razkrili, kažejo, da na Pisiči kronično prihaja do prekoračitve hitrosti. Kaže, da se tam stalno dogajajo trki, drug za drugim. Kaže na to, da oblasti prepoznavajo te težave s prehitro vožnjo in ponavljajoče se trke ter resen problem prometne varnosti v Malibuju in na tem določenem odseku. A kar je najpomembneje in najbolj opazno, ti podatki prav tako kažejo, da so smrtne nesreče redke. Ne samo redke, sodnik, izjemno redke, glede na obseg prekoračitev hitrosti, obseg izdanih kazni, obseg trčenj. Na tem natančno določenem 8 mil dolgem odseku. In tukaj bo začel podpirati svoje argumente s PowerPointom, da sodišču ponudim nekaj vizualnih prikazov. Na tem natančno določenem 8 mil dolgem odseku med Carbon Canyon Road in Lost Flores Canyon. V 10 letih pred tem primerom SWITRS, ki se, kot sodišče ve, imenuje Državni integrirani sistem prometnih zapisov, SWITRS, je identificiral 129 prijavljenih trčenj. Dejanski seznam primerov to potrjuje. Prav tako to potrjuje tudi poročilo vlade in to izhaja iz vladne baze podatkov, ne iz baze podatkov, ki smo jo ustvarili mi. Iz baze podatkov, ki so jo ustvarili oni in jo imajo oni. Na to je Caltrans predložil približno 50 dodatnih poročil o trkih, ki niso bila vključena v podatke SWITRS. Torej, imamo 129 iz SWITRS in dodatnih 50 iz Caltrans. Tudi to je obramba pridobila s sodnim pozivom po predhodni obravnavi.
In to nikoli ni bilo predloženo v tem postopku razkritja. Skupaj je to približno 179 trkov na istem odseku ceste v obdobju 10 let. Edini smrtni trk v tem združenem naboru podatkov je ta primer. Edini smrtni trk je ta primer. In to neposredno zadeva objektivni element, sodnik. Celotna teorija tožilstva na predhodni obravnavi je temeljila na obravnavi prekomerne hitrosti na tem odseku ceste kot ravnanja, katerega naravne in verjetne posledice vključujejo visoko stopnjo verjetnosti smrti. To je bila njihova teorija. Temu ne morejo ubežati. Pred tem se ne morejo skriti. Oni so to povedali. Oni so to teoretizirali. In to so predstavili sodniku Edbergu. Toda nerazkrita vladna zgodovina 10 let vladnih podatkov kaže ravno nasprotno. Ponavljajoče se prekoračitve hitrosti, ponavljajoči se Edvard in niti ene druge smrtne nesreče. V 10 letih na tem odseku ceste niti ene. In teh podatkov nismo imeli, da bi to izpostavili pred sodnikom Edbergom na predhodni obravnavi. Tožilci so odgovorili z argumentom, da dokazi niso bili prikriti. Okvir tega, o čemer govorimo in kaj je v osnovi potrebno. Zdi se, da je obramba sprva trdila, da sta bili 2 kršitvi, zdaj pa so omenili še tretjo, da ljudje niso zagotovili dokazov, ki bi bili zanje ugodni. Zdi se, da gre za prometne kazni, statistične podatke, poročila šerifa, ki se nanašajo na trčenja na PCH. Nobeno od teh pa ni vključevalo obtoženca. To je ta prva točka. Druga stvar pa je telefon, ki je pripadal obtožencu in je bil v posesti policije. In potem tretja stvar, in to bom sam na hitro omenil, ker mislim, da je jo mogoče zlahka rešiti. To je poročilo šerifovega urada okrožja Ventura, ki navaja, da je bila vožnja pod vplivom alkohola glavni dejavnik za trčenje in smrt gospoda Oceana. In prav tako navaja hitrost. Zdaj pa se ta tretja točka posebej nanaša na subjektivno zavedanje obtoženca. Vedel je, ker so mu zastavili vprašanje. Ali poznate izraz hitrost ubija? In on je navedel te informacije. Njegovo razumevanje nevarnosti za človeško življenje, ki jo predstavlja prehitra vožnja, je tisto, kar je pomembno za subjektivno dojemanje. Dejstvo, da so bili vpleteni tudi drugi dejavniki in celo pravi, da ne pozna celotne zgodbe. To je v intervjuju, ki ga da šerifovim namestnikom. Toda njegovo razumevanje je tisto, kar je pomembno v tem primeru. In sicer, da je bila hitrost dejavnik pri smrti njegovih prijateljev. In res je bilo tako. Zato ne vidim, kako bi lahko druge informacije vplivale na to, da bi naknadno spremenile to, kar je vedel. Druga stvar, ki jo moramo pogledati, je, na čem sodišče temelji. Razumevanje, da so to, kot trdi obramba, da so te informacije ugodne za obrambo. In zato velik del tega temelji na predpostavki, da samo hitrost. Prva stvar je teorija tožilstva. In druga stvar je standard, po katerem sodišča presojajo domnevna dejstva. Nobena od teh stvari ni resnična. To ni držalo, ko se je primer zgodil, niti ko je bil vložen, ni držalo v času predhodne obravnave, ne drži niti zdaj in ne bo držalo niti na sojenju. To je tisto, kar je sodnik povedal o tem, ali naj te obtožbe za umor ostanejo. V mojem mnenju nerazkriti dokazi ne izključujejo možnosti visoke stopnje verjetnosti smrti in lahko celo podpirajo ugotovitev, da so dejanja obtoženca dejanja, katerih naravne in verjetne posledice so nevarne za človeško življenje. Saj je zelo verjetno, da bodo povzročila smrt. Ta pravica na predhodni obravnavi ni bila kršena kot bistvena pravica, ker tožilstvo ni imelo ustavne obveznosti razkriti zadevnih dokazov. To samo po sebi narekuje ali zahteva zavrnitev tega predloga.
Sodišču se sploh ni treba ukvarjati z vprašanjem, ali bi zadevni dokazi vplivali na sodnike, ali bi vplivali na odločitev sodnika o utemeljenem sumu, kot je na primer upravičenost obtoženca do zavrženja postopka. Ampak tudi če predpostavim, da bi morali biti zadevni dokazi razkriti obtožencu v skladu z Bradyjem ali katerimkoli drugim zakonom o razkritju. Dodajanje nerazkritih dokazov k dokazom, ki jih je obravnaval sodnik, ne bi vplivalo na ugotovitev utemeljenega suma v tem primeru. Predlog je bil s spoštovanjem zavrnjen. Tako bo Fraser Baum še naprej obtožen umora in 4 obtožbah za povzročitev smrti iz hude malomarnosti v prometni nesreči. Sojenje se mu začne 5. septembra. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Jaz sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.